slišite to? Ja, nič se ne sliši. To so električni avtomobili. BMW i3 konkretno. Je to prihodnost? Po mojem je, ampak ne še takoj zdaj, verjetno nekaj let pa bo. Električni avti niso več nobena redkost, tako da samo tišina ne navduši več. Mora imeti še nekaj, recimo odpuljen izgled, kot da bi prišel iz znanstveno-fantastičnih filmov. i3 je po mojem prvi električni avto, ki je pripeljal toliko svežine in inovativnih rešitev v enem paketu. i3 se je še ime iz prihodnosti. Tole je idealen drugi avto, če ste doma največ 50 km od službe. Kot pri vseh štromarjih je tudi pri tem problem doseg in ta i3, ki nima podaljševalnika dosega, ni nobena izjema. 190 km obljubljajo pri tovarni, nekje 120 do 140 je pa sicer bolj realno. Seveda lahko kupite tudi podaljševalnik, 4650 € stane, ampak zame to potem ni več to, ker je spet treba šraufati dodaten motor in podobno in za dolge ture imate itak večji avto pri hiši, s klasičnim motorjem, jasno. Če ne, se ga pa enkrat na leto sposodite ali celo najamete, še vedno pridete ceneje čez. Ampak kupci takšnega i3 verjetno niso ravno reveži, tako da računati, kaj se bolj splača, je tukaj skoraj nesmiselno. Čeprav prihranki so na dolgi rok, tako čez palc, če bi vsak dan prevozil 100 km in za to porabil 2 €, ko bi ga polnil doma, marsikje celo zastonj, z navadnim avtom pa za isto razdaljo nekje 8 €. Ja, z i3 v enem letu okoli 500 € za energijo, s klasičnim bi pa porabil 2000 € za bencin. V 8 letih, kolikor je garancija na baterijo, je to 12 000 € prihranka po trenutnih cenah. Potem se pa tudi baterija ne zdi več toliko draga, ko jo bo treba enkrat menjati oziroma obnavljati, ne? Tako, takle štopa. Ko, ti iščeš le? Kao rabim. Boš pol, kao. Kaj gremo? Jaz grem najprej delati, zate pa ne vem, ker ponavadi itak nimaš kaj. Dobro, tole stegne, kot 170 konj, ne? Ja, 125 kW. 7,2 sekunde do 100, to je skoraj tako Clio RS. Ja, pa navor, dej da malo ga pohodim, no da vidim. Kak to gre, ja, super. Jaz se spomnim, ko je Anže nekje do 80 na uro celo M4 prehitev. Ja. Dej video. Na uro, prejem se je odpeljal naprej. 80. Pa ima 3 sekunde boljši pospešek kot nič do 100. V teoriji vse. Noro, a? Čist. Ček, baterija ima samo 18,8 kWh, a? Ja. Masa avta 1195 kg, pa se to v bistvu niti ni toliko za električni avto. Se mi zdi, da Nissan Leaf tehta tono pa pol, pa sploh ne gre tako dobro. Ja. Ne, češ kva, gremo zdaj kar po upravkih naprej. Ti pa, se veš kva, ne? Kaj, se si nes odlačen? Ja, vem, ampak ti ne smeš. Kaj ti ne smeš? Se te tudi vam braste, kar pogledaj se. Mislim, grem kar na kofe. No, super, to je tudi vse zaparkirano. Pa tudi. Res se splača imeti električni avto, če pol nimaš kje zafilati pa parkirati. Grem pa na morje. Ja, tole me res zanima, če prijem do dol. Piše range 102, do Kopra je 100 km. Ja, itak ni panike, je klanec navzdol, nazaj pa bom že nekak. Evo, tukaj se lepo vidi, kako fino so poštimali aerodinamiko avtomobila, da poraba tudi na avtocesti ni prevelika. Nekje 16 kWh na 100 km, kar pomeni, da brez težav pridem v eno smer. Pri BMW-ju so iskali nove načine obdelave ogljikovih vlaken, zato so lahko lupino iz karbonskih vlaken namestili na aluminijsko ogrodje in s tem res učinkovito zmanjšali maso. Izgleda pa, kot da se bo vsak čas prekucnil na boka, ne? No, ne bi se mogli bolj motiti. Občutek v zavojih je čisto dober, krmiljenje je lepo odzivno, avto se zdi zelo lepo vodljiv. Pogon je tukaj na zadnji kolesi, tako da občutek je tisti BMW-jevski in čeprav ima izredno učinkovit ESP, ki se ga nažalost ne da izključiti, vsaj jaz nisem našel, je treba vseeno upoštevati, da so gume široke samo 155 mm, ja, platišče pa visoka kar 19 palcev. Sploh ne vem, kdaj sem na zadnje videl take gume, 155-70 R19, 160 € stane ena. Ni najbolj udoben na slabih cestah, ampak se vseeno kar lepo pelje. In evo, Koper, brez težav. Imam še za par krogov po mestu, tako da vidite, vse se da, brez panike.
Vidite, eno je, da bo obstoječ, morda celo dolgočasen avto zbašeš baterijo in elektromotor in upaš, da ga bodo množice zagrabile. Drugo pa, da narediš oblikovni rastor. Daš avtu predih prihodnosti in poskrbiš za najbolj futuristično serijsko izkušnjo do zdaj. BMW je to uspelo. Za kakšnih 80 ur boste mislili, ne? 36.550 evrov stane osnovni model, potem pa da še 5 ur subvencije država, tako da se že da živeti. Sicer pa tale stane še 15 ur več, ker ima ogromno dodatne opreme. Kamorkoli pogledate, lahko vidite še neke nevidene materiale, recimo evkaliptus, karbon, potem usnje z neko čudno teksturo ali pa to, ki izgleda kot kakšna reciklirana plastika, pa je v bistvu karbonizirana. Prostoren in zračen občutek je za volanom, vse je tako daleč, a obenem na dosegu. Volan pa gre toliko ven, da si lahko nastavite pravi športen položaj. Lebdeč ekran z ambientalno osvetlitvijo pa samo še da tisto zadnjo futuristično piko na i. Ne, lažem, tale prestavna ročica jo da. Se kar hitro navadiš na njo, čeprav bi sam verjetno hotel imeti drugačno. Ko pa vem. No, tudi prostora v kabini ni malo. Avto je sicer dolg samo 4 metre, a ja, še tole, verjetno sploh niste videli. Tukaj so še vrata. Priklopil sem ga, piše, da bo polno 19:37, tako da ja, grem se kopat, nekaj pojest, mogoče kaj popit. Zastojni izgled dejansko. Kot je rekel nekdo, če se hočeš prestaviti v 50. nadstropje iz pritličja, a res hočeš iti z dvigalom na bencin in potem v prvi pospeševati do 10. nadstropja, pa prestaviti v drugo do 20. in tako naprej do 5. prestave, ali pa do 8. če hočete? Ne, verjetno se hočeš zapeljati v enem brezšivnem premiku. In zakaj bi bilo z avtomobili kaj drugače? Če niste ravno tisti pravi petrolhead ali pa bencinoglavec po naše, hočete ravno to. Elegantno, umirjeno, tiho in pa hitro kot strela. Pa še vedno tiho. Je i3 tisti pionirski avto, po katerem se bomo ozirali nazaj v preteklost kot znanilcev revolucije? Mogoče pa res.